Pozdravljam. Namen današnje tiskovne konference je odziv na tiskovno konferenco gospoda Webra. V poslanski skupini SDS ocenjujemo, da je šlo ponovno za zavajanje glede upravljanja državnega premoženja, zavajanje in pa zastraševanje ljudi, da bo zakon o Slovenskem državnem holdingu bistveno slabši kot obstoječe stanje. Ocenjujemo seveda, da temu zdaleč ni tako. Prepričani smo, da zakon o Slovenskem državnem holdingu prinaša učinkovitejše, transparentnejše in pa odgovornejše upravljanje državnega premoženja. Vidimo veliko prednost v tem, da ne bi bilo državno premoženje centralizirano na enem mestu. Vsi kazalci in vsi rezultati poslovanja podjetij v večinski ali posredni lasti kažejo na to, da upravljanje do sedaj ni bilo učinkovito. Vemo, da je legitimna pravica poslanske skupine Pozitivna Slovenija bila, da na to temo zahteva referendum, vendar ocenjujemo, da ta pot ni pravilna, kajti v primeru, da bi ta zakon bil uveljavljen, bi lahko Državni zbor danes razpravljal o klasifikaciji, enem izmed najpomembnejših dokumentov za pripravo strategije upravljanja državnega premoženja. Odločno zanikamo vse navedbe, da bi zakon o Slovenskem državnem holdingu sprejemamo izključno zaradi razprodaj. Nasprotno, prepričani smo, da bi zakon o državnem holdingu preprečil brezglave razprodaje in da bi Slovenija končno prišla do tako pomembne strategije upravljanja državnega premoženja, da bi tako državljanke kot državljani vedeli, kaj se bo v prihodnosti dogajalo z slovenskim premoženjem in pa seveda, da bi bil tudi jasen signal tujim investitorjem, iz katerih podjetij se bo Slovenija umaknila. Nedvomno ne bi mogli prihajati v primeru, da bi bil zakon sprejet do raznih špekulacijah po medijih, da katero izmed paradržavnih podjetij prodaja takšno ali drugo podjetje. Pred časom smo lahko zasledili v enem izmed slovenskih medijev, da ne bi kapitalska družba prodajala družbo Petrol in ne samo prodajala, ampak da ne bi imela celo že kupca. Vsi pa vemo, da kapitalsko družbo vodi vidni predstavnik socialdemokratov, ki je bil pa tudi član delovne skupine. Verjetno se s tem postavlja vprašanje, ali mogoče namenoma gre za strani socialnih demokratov za zavajanje, da je ta zakon o Slovenskem državnem holdingu slab in da se lahko dejansko takšne prodaje, o katerih beremo sedaj v časopisih, dogaja. Glede političnih pritiskov, takšnih ali drugačnih, se s tem ne strinjam, da obstajajo, kajti vsekakor moramo poudariti, da je volja na strani Ministrstva za finance, da se naprej pogaja z poslansko skupino Pozitivne Slovenije o možnostih umika referendumskih zahtev glede holdinga. Potrebno je pa tudi poudariti, da delovna skupina, ki je delovala skozi poletje, je sprejela vrsto predlogov in pripomb, predvsem strani opozicije, in s tem ocenjujem, da je ta zakon postal boljši in da se dela dejansko iz dneva v dan večja škoda, da se ta zakon tudi ne uveljavlja, kar pomeni tudi verjetno signale iz tujine. Potrebno je še enkrat poudariti, da ta zakon vsebuje vse smernice, ki jih je zahteval OECD. Državni zbor
ima velik vpliv glede odločitev v zvezi z upravljanjem državnega premoženja. Nenazadnje bo potreboval klasifikacijo, strategijo, seznanil se bo z letnim poročilom. Družba SDH je pa tudi podvržena, da informacije javnosti sporoča v skladu z tem, kot jih danes zavezuje za družbe, ki kotirajo na borzi. To pomeni, da v vseh pomembnih zadevah bo javnost pravočasno seznanjena. V koncu bi še enkrat poudaril, da ne razumemo, zaradi česa SD toliko nasprotuje temu zakonu, predvsem se nam pa zdi problematično, da gre za zavajanje in zastraševanje.